Dobro jutro. Ena kava, ki bo zelo zanimiva, zato ker jo bomo imeli z Matjažem Rakovcem. Matjaža že dolgo poznam, zato župan ne boš zameril, da te tikam. Bova pa poskušala odpreti vse teme, ki zanimajo tako gospodarstvenike, kot pogled tudi na drugo stran v javno upravo. Zato dobro jutro, Matjaž, dobro jutro v Kranj, v tretjo največjo občino po številu prebivalcev. Predvsem pa v občino, o kateri se v zadnjem času res veliko sliši. Torej, dobrodošel na tej naši kavici in čin, začneva takole. Živijo. Zdravo, lepo zdrav, dobro jutro, Ajša, dobro jutro ekipi, dobro jutro vsem, ki ste trenutno na Zoomu in želite slišati najin pogovor z Ajšo. Res je, tudi na Facebooku pa še na LinkedInu jih bova pozdravili, ampak seveda tisti, ki so z nama tukaj na tem webinarju, bo imeli tudi možnost zastavljati vprašanja, tako da če vas karkoli zanima, chat je tisto in Q&A, kamor zastavite vaše vprašanja in tudi predloge. Ampak najprej, Matjaž, moje vprašanje tebi, razlika, dolga leta si bil v menedžmentu, v gospodarstvu, kakšna je razlika med menedžerjem in županom? Kakšne so vzporednice in kje vidiš, da je največja razlika? Najboljše je biti menedžerski župan. To se pravi kombinacija, težko je pa biti županski menedžer, ampak dobro, pustimo zdaj to. Predvsem kot župan seveda to je voljena funkcija, ne. To se pravi, moraš izbrati tistih 50% plus en glas, zato da si voljen predstavnik ljudstva, medtem ko v biznisu konec koncev potrebuješ neko izobrazbo, potrebuješ neko kilometrino, nek uspeh, da postaneš to, kar recimo sem svoj čas bil predsednik Zavarovalnice Triglav, medtem ko za župana dejansko vseh teh kvalitet ne potrebuješ. Če tako lahko rečem, moraš biti všečen volivcem, pritisniti na pravi gumb in potem te izberejo. Potem pa seveda sledi tisti šok. Ali si sposoben kaj narediti, ali čakaš nekje v senci na nove volitve in zadnjih par mesecev poasfaltiraš nekaj cest, postaviš kakšne svetilke, mogoče kakšno igrišče in potem so vsi ljudje zadovoljni, ker več ne upajo pričakovati. Ali pa potem se trudiš cel mandat narediti čim več in nekako spreminjati kraj, v katerem si izvoljen. Tako da veliko je vzporednic, predvsem moraš znati narediti dobro ekipo, moraš imeti pozitiven odnos, korekten odnos do tega, kar delaš, in moraš imeti jasne cilje. Je pa nekaj, lahko si, da tako rečem, lenuh na županskem mestu, pa si lahko še enkrat izvoljen, če pa to na menedžerskem delu si, potem pa definitivno ne moreš dolgo časa uspeti. Ampak tukaj se zdi, Matjaž, glede na to, kaj vse slišimo v Kranju, da si izbral tisto težjo pot, ne kjer čakaš v senci in potem postavljaš in asfaltiraš, ampak kot da si z dnevom ena začel delovati v smeri tega, da boš spremenil mesto. Skratka, želiš verjetno pustiti nek pečat.
Si pa verjetno iz gospodarstva marsikdaj ne znamo niti predstavljati, kaj vse so tvoje odgovornosti oziroma za kaj vse skrbi župan v nekem mestu. Ne gre le za asfaltiranje nekaj cest, ampak veliko širše. Nam znaš tako zelo na hitro povedati, kaj so tiste stvari, za katere morda mi v gospodarstvu niti pomislimo, ne, da so tvoja odgovornost? Ja, prav si rekla, ne, definitivno moja vizija ni, da v miru čakam na naslednji mandat, ampak da res nekaj naredim, da bo mesto prepoznavno, da bodo ljudje zadovoljni. In ravno to je, ne, kakšna je naloga župana, v bistvu zadovoljiti interese občanov, ne, da ljudje živijo v zdravem okolju, da nekako radi živijo v Kranju, konec koncev tudi delajo in živijo v enem mestu. Zdaj, kakšne so vse naloge župana, lahko vam samo to povem, recimo, da postavimo nekje eno ograjo, nekomu je to všeč, nekomu to ni všeč. In vedno, karkoli se na občini zgodi, karkoli naredimo, je nekomu to zelo pri srcu, drugi pa to graja. In to razmerje nekako, komunikacija z ljudmi je izredno pomembna. To je ena od, se mi zdi, ključnih zadev, da si med ljudmi in za uspešnega župana ni samo dovolj, da znaš nekaj narediti, ampak tudi, da znaš komunicirati, da si ljudski, da greš med ljudi, da te ljudje sprejemajo in dejansko moraš biti pripravljen tudi na to, da slišiš tudi kakšno kritiko, tudi kakšne grde besede izražene, tudi kakšne grožnje konec koncev. Ampak kajte, tega je zelo malo, bistveno je, da si pozitivno naravnan in jaz to sem in da znam najti stik z ljudmi. Moram pa še nekaj poudariti, mogoče se bo tega v nadaljevanju dotaknila, da je zelo, zelo pomembno, kako sodelujejo z gospodarstvom, kako sodelujejo z zavodi, kako s podjetji. In če imajo oni zaupanje vate, potem skupaj lahko naredimo marsikaj. Ker denarja na javni upravi seveda ni v neomejenih količinah in zato je zelo, zelo pomembno sodelovanje tudi z vsemi ostali deležniki. Predvsem pa z gospodarstvom, ti moraš dati upanje, ti moraš dati vedeti, da imajo na strani občine vso tvojo podporo, da seveda lahko najdejo pogum za dodatne investicije v tvoji občini. To se bova definitivno, Matjaž, še pogovarjala, kajti mi kot poslovna skupnost predvsem seveda želimo to, da razumemo vsi skupaj, da gospodarstvo je tisto, ki omogoča potem tudi šolstvo, zdravstvo in ostale infrastrukturo, če hočeš, in vse ostalo. Tudi zato, kjer pa v čemu zelo pogosto poudarjamo, je pa tudi javna uprava, pa ni zgolj strošek. Se mi zdi, da je potrebno večkrat to povedati, da to sodelovanje med javno upravo in pa gospodarstvom kot dveh ključnih deležnikov je še kako pomembno. In prav zato, če želiš ustvarjati to zaupanje, moraš imeti tudi ti odlično ekipo. Preden te vprašam o ekipi, nikoli te nisem vprašala, kako to, da si se ti odločil, da gre za župana. Pravzaprav sem bil povabljena, ne. Recimo, če pogledamo malo nazaj, v letu 2013 sem jaz zapustil Triglav in že 2014 sem dobil prvo ponudbo, da bi šel za kranjskega župana, ampak se mi to zdelo nekako v tistem času, da ni to zadeva za mene. Potem sem nekaj časa bil v privatnih vodah, no in potem je tam leta 2017 prišla ponudba in prepričevanje strani določenih ljudi in pa stranke, da bi lahko uspel, da Kranj potrebuje eno tako osebo izkušeno z mednarodnimi, da tako rečem, izkušnjami, znanstvi, prijateljstvi. No in potem sem se odločil, skočil na ta vlak. Moram priznati, da mi je bilo na začetku malo naporno vse te kampanje, to je bilo za mene nekaj novega. Seveda potem izbrskajo stvari, ki sploh ne veš, da se ti v življenju dogajajo in so za nekatere negativne, to je pač v času volilne kampanje. Zdaj pa moram priznati, da zelo uživam v svojem delu. Res dejansko, če tukaj le sprašujem ljudi, oziroma sami mi povedo, kakšna je razlika med prejšnjimi župani,
pravijo, da ta župan pa res dela, ne, da je skozi v službi in da dejansko ljudje niso bili navajeni, temu tako rečem, take presije, takih aktivnosti in zato je bilo treba oblikovati novo ekipo, ne, kot si omenila. No in glede na vsa moja poznanstva pa mogoče strategijo, ki je jasno izražena, mi ni bilo težko navdušiti enih par zanesenjakov, tudi iz naših krogov, z Emčema prihajajo naš bivši VD predsednika, tako da s Tomažem se poznava že zelo, zelo dolg časa, no in pokriva področje, ki je res zanimivo, ki je neka prihodnost za nas vse. Poleg tega sem dobil še, to se pravi, poleg Tomaža še Bora iz gospodarstva in kar naenkrat smo neka mešanica gospodarstva in pa javne uprave in res smo veliko naredili. In letos se nam sploh odpirajo variante, zdaj smo že drugo pogodbo podpisali o recimo novem vrtcu, o gradni prenovi nove šole. Skratka, veliko se premika, ta gospodarska, menedžerska miselnost je prisotna, je pa to šok za zaposlene, ne, ker kakorkoli že, če v javni upravi ne pritiskaš na ljudi, ampak na lep način, to se pravi, da jih motiviraš, ne, potem se res stvari počasi premikajo. No, nam je to uspelo s pravo ekipo in sem res ponosen, no, da mi je tudi tukaj, ne glede na to, da imam še razne obveznosti v športu in še kje drugje, še enkrat poudarek, da brez ekipe definitivno ne bi mogel uspeti. Tukaj ta občutek, zadnjič sem imela priložnost in te obiskala na tvoji občini, ta občutek, kako motivirani so ljudje, že kako te sprejmejo, koliko nasmehov dobiš, ne glede na vse maske in vse zoprne COVID omejitve, je res izjemen. In se mi zdi, da mi veliko delamo, kot veš, z javno upravo, partnerstvo za spremembe in nekaj, na kar sem pa jaz zelo ponosna, kot nekaj, ki rušimo te stereotipe. In se mi zdi, da je treba pridobiti zaupanje ljudi, ki so jih morda dolga leta pritiskali na napačen način. In lepo si se izrazil, potreben je pritisk, ampak z motivacijo. Res se mi zdi, da ti je to uspelo. Saj občutek, ko smo pri vas in kar vidimo, je, da ti to uspeva. Koliko časa si rabil? Koliko časa je rabila ekipa za ta preobrat? Mislim, prvič, to so že izkušnje, ne. Jaz sem nekako se zaposlil, recimo prva taka resna služba je bila prav v Triglav leta 1994, ne, in potem sem skozi vsa ta leta prišel do predsednika uprave. Moram priznati, da imam še danes ogromno stikov, ljudje me še vedno vabijo na zabave. Z nekim odprtim odnosom ljudi motiviraš, da res delajo, ne. Nekateri odpadajo stran, ker jim ta metoda ni všeč, ampak vseeno res, že če sam Triglav pogledam, smo dosegli izvrstne rezultate v času največje krize, na zelo odprt način. Potem recimo moj šport je tudi hokej, predsednik Hokejske zveze, zdaj že 11. leto teče, čeprav nimam dejansko nobenega dela, razen da kakšna finančna sredstva uredim, pa nam je 2-krat uspelo priti na olimpijske igre, kar so recimo naši kolegi Američani poimenovali kot pravljica Fairy Tale on Ice. Skratka, vedno je treba res najti prave ljudi. Zdaj, kako hitro nam je tukaj uspelo? Seveda na začetku je kar veliko nezaupanje, velike govoric v tem javnem sektorju, vsak se vsakim ukvarja, samo s sabo ne. In tudi to hočem malo razbiti, da naj vsak vase pogleda šele potem v drugega. In hitro se ti potem začne širiti krog, ko vidijo, da si odprt, da prideš z nasmeškom v službo, da dejansko narediš tisto, kar drugi dobro naredijo, njih pohvališ, njih si postaviš, če pa kaj slabega narejenega oziroma če ne gre skozi, če je nepravilno, potem je pa to seveda moja krivda kot najvišjega. In to krivdo na sebe prevzeti in seveda vse dobre stvari pa dati na svoje sodelavce in reči, da je to pač njihova zasluga. Moja zasluga je samo to, da sem bil izbran ljudstva, tukaj izbranec ljudstva v Kranju in da sem pač sestavil tako ekipo, da nam
uspeva. Vrhunsko. Vem, da kdo iz tvoje ekipe tudi gleda, pa jih bova izvala, da naj kaj pokomentira. Me zanima, veš, da bova transparentna, kar se tega tiče. V gospodarstvu smo, veš, vedno navajeni na te KPIs. Nekajkrat si že rekel, za župana je to drugače, KPI se pokažejo potem na volitvah, ampak vendarle, kaj so tisti KPI, ki si jih pa ti dal v svoji ekipi in tudi sebi, ki jih želiš doseči v enem mandatu, zato da boš ti zadovoljen in seveda potem posledično verjamem, da boš šel še enkrat na volitve in preveril tudi z tvojimi meščani in meščankami. Ja, zdaj seveda, ko štartaš na volitve, ima svoj program. In dejansko ga prilagajaš, glede na to, da sem jaz rojen Kranjčan, da sem vso svojo mladost preživel v Kranju, da tudi ko sem bil v Ljubljani, so moji starši in moja sestra vsi živeli tukaj v Kranju in nikdar nisem izgubil stika. Sem poznal dejansko vse te gobe. Konec koncev pa tudi recimo živel skoraj 20 let v Ljubljani, veliko sveta videl, veliko prepotoval z odprtimi očmi. Tako da mi je bilo kristalno jasno najprej izračunati oziroma pregledati, kaj Kranju manjka in kaj je tista slabost. In Kranj ima to prednost, da je v neposredni bližini Ljubljane in 25,000 delovnega prebivalstva živi v Kranju, od tega se skoraj polovica vozi v Ljubljano. In zato je bilo eno osnovnih načel dela in živi v Kranju. Recimo, to je bil en taka usmeritev, kaj tukaj narediti. Zdaj javna oziroma občina nima denarja za lastna stanovanja, to pomeni, da je bilo treba nekako navdušiti podjetnike, da so se opogumili in začeli graditi stanovanja v Kranju. No in tukaj se mi zdi, mi je velika stvar uspela, DUTB ima kar nekaj zemljišč oziroma 3 zemljišč v Kranju, od tega eno največje. In v bistvu moja naloga je bilo navdušiti ljudi, podjetja, ki imajo denar, da začnejo razmišljati o tem, da investirajo v stanovanja v Kranju. In to mi konec koncev tudi uspe. Slovensko-tuja naveza, egiptovska naveza, mi je uspel prepričati, da imajo vso podporo v mestni občini Kranj, še več, da bomo v Kranju zgradili novo poslovno cono in to se vse v teh 2 letih, kar sem jaz župan v Kranju vse naredil. Mi smo zadnjič sprejeli podroben prostorski načrt za poslovno cono Hrastje, 18 hektarov, ampak zdaj nekako ugotavljam, da je zadeva že premajhna, da je interes tolikšen, da bi še najmanj krat 2 zemljišč zdaj lahko prodali, seveda privatniki, ker to ni v lastništvu občine, dejansko skrbimo tudi na tem vidiku. Po drugi strani pa, poglejte, prva stvar je 400 novih stanovanj, zdaj se pridobiva gradbeno dovoljenje, to je ta firma, ki sem vam povedal. Imamo potem še nekaj zemljišč in dejansko to je moja vloga, da jaz navdušam in ali lastnike ali pa nekoga, ki pripravljen to kupiti za novimi stanovanji. In v Kranju sem jaz prepričan, da bo v naslednjem mandatu najmanj 1000 novih stanovanj. To sem definitivno prepričan in to je ena taka mojih usmeritev. Poleg tega pa drugo razmišljanje, smo na Gorenjskem. In Gorenjska, če gre kdo za vikend nekam si glavo spočiti, ali je to morje ali je to Gorenjska. In dati nek nov pečat Gorenjski, da postane tista zelena destinacija. Ravno ta teden smo dobili Kranj Green Destination, zlati znak. In delam tudi povezovalno na tem, da vseh nas 18 županov iz Gorenjske povezamo. Veste, mi Gorenjci smo malo zafrknjeni ljudje, da tako rečem, malo smo trdi, kar je posledica vremenskih razmer. Vreme ni ugodno tako kot na Primorskem ali pa na Štajerskem recimo in smo malo bolj kleni, da temu tako rečem, malo bolj trdi. In je težko to vse prepričati, ampak mi uspeva, tudi tukaj mi uspeva, včasih se tudi malo kregamo, ampak to je dobro za to. Tako da, kot sem dejal, oziroma to samo vprašanje, kaj so tiste oporne točke, veliko jih je, veliko je povezan z naravo,
z zeleno politiko in res na tem delamo digitalizacijo, ki jo prej še v času mojih volitev ni bilo, ampak smo zdaj, ko je Tomaž prišel, zadevo zelo na hitro obrnili in smo, jaz mislim, da saj tako nam tudi priznavajo, vodilna občina v celotni Sloveniji. Naredili smo tudi pilotni projekt Pametna Mlaka. Mlaka je naselje, da ne boste mislili, da so tam pametne žabe in kvakajo, da je to pametna Mlaka. Tako da tukaj pa v bistvu plod samega domačega znanja, ne. 7 podjetij, vsi iz Kranja, razen vodilnega, pa še to je bil naš sponzor MČM Riko, ker je ravno v tistem času izvajalec za gradnjo kanalizacije in vseh ostalih infrastrukturnih vodov na tem področju Mlaka. Prej si že omenil, kako pomembno je, da znaš utilizirati tvoja in poznanstva in široko mrežo ljudi. Tukaj zagotovo pripelješ veliko stvari tudi zaradi tega, ampak rada bi te vprašala o izgovorih. Ravno včeraj je vlada sprejela zakon oziroma ga bo verjetno poslala v Državni zbor o debirokratizaciji in pogosto slišimo tudi s strani županov, nič se ne da, ker je vse tako zapleteno. Verjetno marsikdaj tukaj trčite skupaj država in mestne uprave, ampak vseeno se mi nekako zdi, če pa je želja, se najde tudi pot. Kako ti tukaj krmariš med temi težkimi izzivi birokratizacije in vsega, kar je potrebno zadostiti? Povej nam, kako to delaš? Tule bi morali bolj Tomaža vprašati. On je tisti, ki je začel, kaj se ne da. Dejansko mi imamo zdaj tudi mestni svet. Smo bili eni prvih v Sloveniji, ki smo ga izpeljali preko Zooma oziroma Teams oziroma nek poseben sistem, ker vključuje tudi glasovanje. Tako da se, ne, ampak še enkrat, ali si uradnik ali si pa nek aktivnež, ki bi rad določene zadeve spremenil, in pri nas se to dogaja. Spet je vse odvisno od ljudi, ne. A si odprt ali nisi odprt na vse te zadeve, moraš vedeti, da ljudje se bojijo sprememb, ne. Vsaka sprememba pomeni seveda, da ga iz cone ugodja vržeš nekam na plano, v katerem področju se ne znajde, in seveda to mu povzroča strašne probleme. Različni ljudje smo, eni živimo samo od tega, da si čim več problemov oziroma čim več izzivov dajemo okoli sebe, drugi pa pač hodijo v službo, se odštemplajo, govorijo drug o drugemu in potem je to njihov smisel življenja. No, moj ni, tudi teh mojih kolegov, ki so tukaj blizu mene, in to tudi želimo spremeniti. Zdaj, kar se tiče same debirokratizacije, veliko se dogaja. Že beseda je toliko težka, kaj šele pol ta proces sprožata, veš. Kaj misliš o tem? Je pa, mislim, minister nov, mislim, se ni več nov, zdaj že 1 leto, Koritnik, mislim, da ima zelo velik posluh, tudi z nami, z predstavniki z MOS-a, Združenja mestnih občin Slovenije, zelo dobro sodelujemo. Mislim, da imam ravno konec tega meseca z njim delovni sestanek na to temo. In minister bi res rad velike spremembe naredil. Največjo oporo smo pa prav na, se mi zdi, mestne občine, ker mi smo neka podaljšana roka države. In z tega vidika mogoče bi sam rekel, veliko se govori tudi o pokrajinah, ampak mi še nismo pripravljeni za pokrajine. Ravno zaradi te strašne birokratizacije. Je pa včasih, Ajša, tudi pomembno, ne? Recimo z tega vidika, danes bi ljudje pozidali vse, kar bi se dalo, ne? In ravno ta proces birokratizacije dejansko omogoča, da res dobro razmislimo, a bomo vse pozidali, kje bomo pozidali, da ohranimo naravo, da ohranimo konec koncev tudi nek razvoj. Tudi sam razvoj mora imeti v bistvu točno jasno strategijo in včasih je to tudi kar v redu, da kakšne stvari malo počasi potekajo.
seveda pa nikakor nisem zagovornik birokratizacije in če bi se le dal, upam, da nam bo enkrat uspela tehnika taka, da bi veliko zadev kar poenostavili s tem, da bi avtomatizirano šle skozi proces birokratizacije. Tukaj je verjetno to, kar si zdaj omenil, Matjaž, da vsak investitor bi kar znorel, kaj takega sliši, ampak če se spomnimo, kaj bi naredil investitor na Bledu pred leti, da bi naredil iz njega gradnjo iz jezera, v bistvu osnovo za gradnjo pekarne, potem je res včasih verjetno smiselno, da pametno potekajo te procesi in da se narava absolutno ohranja. Dobila sva vprašanje. Samo eno zadevo. Mi smo zdaj sprejeli podroben prostorski načrt za kanjon Kokre. Ne vem, koliko veste, ampak kanjon Kokre je drugi najglobji kanjon v Evropi, v teh večjih mestih. No in tukaj smo dejansko že imeli pripravljen odlok, ki ga je potrdila ministrstvo, potem Zavod za varstvo kulturne dediščine, potem Zavod za naravo. Dejansko se je ta odlok pripravljal leta 2008. To se pravi, jaz sem ga sam pohitril in dal fokus na to, da se sprejme. Ampak ko je bil že vse to, ko so že vsi ti dali svoje štemplje, da tako rečem, na ta odlok, se je potem našla civilna iniciativa. In da tako rečem, res hvala Bogu, da se je našla, ker so nas opozorili na nekatere zadeve, ki jih birokrati niso videli, ker ne živijo v tem okolju, ker ne vedo v bistvu, kako stvari potekajo. No in potem moj podžupan je dejansko, mislim, da v 6 urah so našli skupni jezik, da je šlo potem ta zadeva skozi, oni so zbrali preko 1000 podpisov, ampak še enkrat z dialogom pa z nekim zaupanjem smo mi prišli potem do tega, da smo ta odlok sprejeli in da lahko začnemo res urejati ta kanjon Kokre na način, kot je urejen recimo Triglavski narodni park. A veš, da hvala, ker si omenil civilne iniciative, ker se mi zdi, da je potrebno jih vključiti, najti skupen jezik. Bi pa jaz vseeno rada rekla, da včasih pa vidim, da se nekateri razglasijo za civilno iniciativo, pa imajo svoji zadej, bom kar direktna, zelo izsiljevalske namene. Tako da se mi zdi tukaj zelo pomembno, da gre res za pravo civilno iniciativo, za ljudi iz okolja, ne za ljudi, ki hodijo okoli in povejo, za kakšen denar si je možno kupiti mir. Včasih treba biti tudi mal iskren, po mojem, v teh pogovorih, ne, Matjaž? Ajša, s tem se strinjam, s tem imamo tudi mi težavo, ker nekaj organizacij se skriva za civilno iniciativo in tukaj pa potem pride na plano seveda birokratizacija, ampak recimo ena zadeva zdajle nam je kar lepo uspela, upam, da se ne bodo spet pritožili in da nam bo uspelo rešiti to industrijsko cono Laze z kanalizacijskim sistemom, da jo opremimo. Je pa bila civilna iniciativa proti temu. Ampak všeč mi je, ker verjameš v to, da z dialogom je možno vse doseči, ker verjetno je res to tisto, kamor lahko gremo. Eno vprašanje sva dobila in sicer zastavljati ga vida, če si podobno, kot je župan Ljubljane, 24/7 župan, hodiš po gradbiščih, ti je ta način blizu? Ja, Zoran je nam vsem kar en vzor ali pa en ata, bi lahko rekel. Mi smo, to se pravi, ta zmoz 11 mestnih občin, seveda kot Ljubljana in Zoran kot številka 1 z najdalj izkušnjami, razen Bojan Šrot iz Celja. In mislim, da ima daljši status, no. Veliko se lahko naučimo, ja, in dejansko se to tudi dogaja. Ljudje te morajo videti povsod na gradbiščih, in me tudi vabijo, recimo tudi, ko kakšni privatniki odpirajo stanovanja ali pa podobne zadeve, kličejo me tudi, če so kakšni problemi, dejansko me ustavljajo, kjerkoli sem. Tako da najlažje grem na sprehod vsako jutro ob 5:30, ko še ni žive duše zunaj. Zdaj daš še masko pa kapo, pa gremo. Da si malo glavo razbistriš. Da, to so res metode, kjer v bistvu zveš, ker eno ti pač naslikajo uradniki sliko, kaj je, kako je vse lepo,
drugo je pa, ko greš na teren, pa vidiš, da ni vse tako lepo in da je kar nekaj zadev, ki si jih da rešiti. Sem pa recimo presenečen, da kar nekaj uradnikov hodi po Kranju, pa ne vidi osnovnih zadev, ne vem, prevrnjen koš, grafit na steni. Dejansko jaz najlažje grem takole soboto zjutraj po Kranju in poslikam in potem je akcija v ponedeljek zjutraj. Pa spet ta tečen župan, ne. Z MOS si omenjal, mestne občine ste združene, izmenjujete pač in znanje in vedenje in tako naprej, ampak tudi tam si zelo aktiven in se ne bojiš prevzeti odgovornost. Ja, tam sem zdaj dobil mandat, 2-letni predsednika. No in zadnjič smo prvič odprli tako široko debato, tudi kolegi so mi rekli, da tako dolga še ni bila, zato ker zelo pustim ljudem, da izrazijo svoje mnenje, ne, da izmenjava mnenje zelo pomembna. In na koncu smo prišli, recimo vsi zagovarjamo to pokrajine. Na koncu smo prišli v bistvu do spoznanja, da dejansko vsi skupaj mogoče malo držimo figo v žepu, ne. Da je prvič velika izguba časa, da bo do oblikovanja prišlo, da se čisto napačno lotevamo, vsi bi sam radi meje risali pokrajin pa število pokrajin, bistveno je pa seveda, katere funkcije bi pokrajina prevzela, še bolj bistveno pa, kako bo stalen vir financ, ne. Država se seveda financ ne bo odrekla in tukaj je glavni problem. No, ampak v bistvu smo zdaj zgodbo drugače obrnili in to bo ravno tema, ko se srečava z ministrom za javno upravo, Koritnikom. V bistvu ustava določa, da moramo mestne občine prevzeti neke osnovne funkcije, ki jih so v funkciji države, ampak so pomembne za razvoj urbane regije. No in tega se ni naredilo. Tudi Ustavno sodišče že leta 1996 naložilo zakonodajcu, da mora določene funkcije prenesti na mestne občine in tega se še zdaj ni naredilo. In tukaj bo moj glavni fokus, recimo, ko sva že zadnjič govorila, poglej, mi sprejmemo podroben prostorski načrt, rečemo, tukaj se bo fabrika delala, tukaj se bo delala stanovanje, tukaj se bo most delal in zdaj gradbeno dovoljenje pa pridobivamo na upravni enoti, na državi. In tukaj ni logike, da zgubljamo v bistvu toliko časa, gremo čez isti postopek dvakrat, ne. In zato je tako nezadovoljstvo med ljudmi in to je jasno, če pač neka skupnost se odločila, da bo postavila industrijsko cono in so dali na Ministrstvo za okolje in prostor, kjerkoli že soglasje, da tam lahko to stoji, to se pravi, je prostor pot za občino, da tudi izda gradbeno dovoljenje. Ne pa, da gre zadeva še enkrat na upravno enoto in potem oni še enkrat na novo pridobivajo vsa soglasja, ne. In take zadeve, recimo je, kot sem rekel, Ustavno sodišče naložilo državi, zakonodajalcu, da čim prej zakonom te zadeve prenese. In to je dejansko borba, ki jo bom jaz bil v tem 2-letnem mandatu, da se nam to tudi uresniči. In ko bomo to naredili, potem je to prosta pot za to, da začnemo se pogovarjati o pokrajinah. No, ampak tukaj praviš borba, vem, da se bo šlo tudi na način dialoga, ker če kaj si pokazal, da skozi to marsikaj lahko dosežeš. Ko govorimo o gospodarstvu in občinah in o investitorjih, mene dostikrat preseneti, ko gremo recimo v Ameriko in dejansko je cel razvoj na županih. Tam vidiš, da župan pravzaprav s kovčkom hodi po svetu in privablja investitorje in je tisti, ki razmišlja, podobno sem slišala zdaj pri tebi, dejansko jaz sem tisti, ki mora navdušiti. Zdi se mi, da v zadnjem času ste tudi gospodarstvo kar zelo navdušili v Kranju, nekaj večjih investicij se vam obeta, ampak na kakšen način to počneš? Kaj jim daješ za to, da vedo, da so pri tebi dobrodošli? In še ena stvar, ki jo seveda velikokrat slišimo pri razvoju, je tudi talenti. Nekaj je, da jim daš verjetno zemljo, vsa dovoljenja in tako naprej, čeprav, kot smo slišali, včasih treba iti nazaj na državo in se potem stvari zapletajo, ampak druga stvar je pa talenti in ljudje, ki pa vendarle so bistvo in fokus, verjamem.
Ja, zdaj najprej to, kar si rekla v Ameriki, župani hodijo naokrog s kovčki in privabljajo investitorje. Zdaj ta COVID dejansko se je zgodil res, tako rečem, skoraj na začetku mandata. Eno leto je preteklo normalnega delovanja, potem se je pa ta zgodba zaključila. Zaprti smo, danes tudi težko do ministrstva v Sloveniji priješ kaj šele kaj drugega. Smo pa navezali že na začetku kar nekaj stikov. Recimo zelo pomembno se mi zdi stik pa obisk kitajske delegacije, če prav vem, da pač je to bogokletno reči, ampak... Ne, tukaj te bom pa kar prekinila, ni res. Nikakor to ni bogokletno. Se mi zdi, da tudi v MČM zelo spodbujamo investitorje, ki imajo prave vrednote in tukaj ne moramo po mojem soditi zgolj po državah. Pomembno je, da gledamo verjetno vsakega posameznika, ker tudi kakšen slovenski, avstrijski, ameriški investitor, ki pride z napačnimi vrednotami, ni ustrezen. Tako da, disclaimer, ampak izvoli, izvoli naprej. Ampak nekaj mogoče bom malo čudno povedal, ampak kombinacija biti župan, pa biti predsednik hokejske zveze in imeti tak rezultat na 2 olimpijskih igrah, dejansko tukaj se začne vsak pogovor s katerim koli tujcem, ki se ukvarja recimo s tem športom. To je ključnega pomena, in dejansko tudi, zdaj veliko, jaz imam še en drug šport, pa mogoče malo kasneje, dejansko je to res neka, vsak se malo začudi, kako pa to, kako pa ono, in to je, tako kot ponavadi se pogovori začnejo z vremenom, se pri meni pogovori začnejo s športom in to je tisti icebreaker, ki dejansko odpre debato, da mislim, se je lažje pogovarjati. Pa konec koncev pa uspeha. Mislim, da zdaj ne bom Slovenc, pa se malo bolj pohvalil. Jaz sem Triglav prevzel leta 2009 v času največje finančne krize. V minusu prvo leto smo naredili, mislim, da 38 milijonov dobička na slabe pol milijarde kapitala. Zadnje leto, prej so me odrezali, je bilo 90 milijonov dobička. Od tega smo recimo odpisali samo 200 milijonov slabih naložb v banke. In to se pravi, tudi tukaj ljudje, ki vedo, bil sem konec koncev tudi 2-krat finančnik leta v Sloveniji in to se ve, in dejansko daješ neko zaupanje. In res se angažiram za vse stvari, ki jih obljubim, sploh za investicije zasebnega sektorja tukaj v Kranju. In tako, kot sem rekel, 18,3 hektara industrijske cone, mi imamo danes prodanih lahko 50 hektarov, če tako rečemo. Cena stanovanj se je kar naenkrat dvignila, zadnjič sem bil šokiran, v bistvu na tem naselju Planina zraven delajo, ker smo ravno prodajali zemljo, dejansko so stanovanja preko 4.000 evrov za kvadratni meter, to je pa že Ljubljana danes. In še enkrat, icebreaker je seveda povezano s športom, pa da se znaš malo pogovarjati tudi o tujini, da konec koncev, recimo preko tebe pa smo srečali Clintona, smo se slikali, pa recimo parkrat sem bil že z ruskim predsednikom zaradi hokeja, pa z beloruskim, in to ti daje, v bistvu to ti odpira vrata skoraj povsod, obisk pri papežu, to je pa šport. To te bom še malo vprašala, to so stvari, ki me zanimajo, ampak moram ti pa nekaj pribrati. Andreja Lipič pravi sledeče: pozdravljeni, nisem iz sedanje ekipe gospoda Rakovca, sem pa iz prejšnje ekipe zavarovalnice. Želela bi povedati, da delati pod njegovim predsedovanjem in sodelovati z njim je pravi blagoslov. Odprto in iskreno sodelovanje, prejemati pohvale za dobro opravljeno delo in njegovo cenjenje strokovnih ljudi so bile največje prednosti. Bila mi je velika čast, da sem imela priložnost biti v njegovi ekipi. To je pa lepo slišati, ne? Andreja, malo solzne oči imam, pa vse najboljše za prejšnji teden, ko si praznovala rojstni dan. Andreja je bila res, mislim, odkar sem jaz delal in ko je šla v Beograd, je oseba, Beograd je bil strašno neurejen, ampak zdaj, kot slišim, Blaž je verjetno tudi priklopljen, tudi mi je napisal, da se bo
s to ekipo smo naredili premik in danes sem prav vesel, da slišim, da je to ena najboljših enot znotraj Triglava. Tako da čestitke Andreja, čestitke Blaž, pa če se še kdo iz Triglava priklopil. Ej, to je pa lepo. Skratka, greva nazaj na ta šport. Ti si bil v bistvu od nekdaj športnik tudi sam. Bil si vaterpolist, zdaj tudi sodnik na tem področju. Kaj ti je dal šport? Nisem sodnik, zdaj sem gospod delegat. Pridem na tekmo s kravato. Oprostite, lepo. Sem član Evropske plavalne zveze, Technical Water Polo Committee, in zdaj kar veliko hodim po Evropi, no. Delegat na tekmah. Kaj mi je dal šport? Vse, v bistvu, to je šola. Jaz imam super spomine na šolo, ampak kaj vse sem se naučil, ne bi vedel. To je kar spontano prišlo, ampak šport mi je pa dal tisto širino in pa sploh kolektivni šport, ker ti si moraš najprej znotraj tvojih prijateljev, tvoje ekipe izboriti pozicijo prvega, biti kapetan. Jaz nisem bil bog ve kaj dober igralec, res sem igral še staro Jugo ligo, ker je bila kvaliteta mnogo višja, ampak vedno sem bil kapetan. In potem, ko se znotraj izboriš, moraš biti pa toliko prijatelj z vsemi, da pač napadeš nasprotnika, da tako rečem, da skupaj igraš kot tim nasprotni ekipi. In šport me spremljal celo življenje, vse živo sem probal od hokeja, nogometa, vaterpolo je pač šport številka ena, bil moj čas v Kranju, recimo navdušil sem tudi Marka Miliča, on je začel 2 leti igral vaterpolo, pa presedlal na košarko in zelo uspešen. No in še danes dejansko sem zelo aktiven fizično, kot tudi v vseh teh organizacijah, kjer pa, tako kot sva že na začetku rekla, ko ti narediš dobro ekipo, potem dejansko posodaš ime taki organizaciji, da pod tvojim vodstvom delajo. Moraš pa skupaj zbrati ekipo, ki ji zaupaš, ki je poštena, ki je iz športa, in potem ti peljajo, tako kot recimo pri hokeju, Dejan Kontrec, vsi ga poznate, res odličen hokejist, in zdaj vidim, da brez njega si razvoja slovenskega hokeja in pa tudi teh 2 olimpijad ne predstavljam. Matjaž, misliš, da država se dovolj zaveda, kaj nam daje šport? Včasih se zdi, da se znamo celo poenotiti na področju športa, ampak vseeno bom rekla, da ti včasih tudi dokazuješ, da se da poenotiti tudi na področju grajenja mostov. Se mi zdi pomembno, da nimamo te razdvojenosti, ker konec dneva smo 2-milijonski narod, zame ravno prav velika država, zato da pokažemo, da smo lahko zmagovalci, ampak vseeno se država dovolj zaveda pomena športa, ne samo v trenutkih, ko mahamo zastavami, ampak tudi sicer, kaj kot športniki, v bistvu, kakšno promocijo res delajo naši državi. Ne, sploh se ne zavedajo. In odnos države pa vseh politik do zdaj do športa je bil katastrofalen. In jaz podpiram idejo, da bi, prvič je napaka, da je šport v Ministrstvu za izobraževanje, šolstvo, znanost in ne vem kaj še vse. To je napaka številka 1, ker eno je športna vzgoja v šolah, ki spada pod to ministrstvo, drugo je pa šport, ne samo profesionalni, tudi pač vse, kar šport zavzema. Kam bi ga ti umestil? Ali bi bil samostojno ministrstvo, ali pa pod turizem. Turizem in šport, to je strašna, to je za mene najboljša povezava in jaz tudi prej mogoče dobro, da sva to začela temo. Jaz Kranj gradim dejansko na tem segmentu. To se pravi, Kranj želim, da postane slovenska prestolnica športa, že tako je. Vi morate vedeti, da v Kranju imamo dejansko infrastrukturo. Prosti, ampak ti se res ne daš motiti. Ne vem, kaj bi Ata Zoran rekel, ampak daj povej. Imamo infrastrukturo, ki jo nima nobeno mesto v Sloveniji. Imamo pokrit olimpijski bazen, imamo 3 skakalnice, imamo konec koncev nogometni stadion, vse, ampak dejansko tega v Sloveniji nima nihče. In zdaj,
imamo enih par takih dobrih idej, ker športom pride tudi turizem, pride razcvet gospodarstva. In to, jaz sem hodil na veliko takih prireditev, kot sem že olimpijske igre, svetovna prvenstva, evropska prvenstva, karkoli že. In dejansko šport je tisto gonilo turizma, pravega tistega turizma. In tukaj se ne bomo ustavili, mogoče lahko že izdam tako skrivnost, ker je zdaj zadeva na vladi. Veste, da je Nogometna zveza Slovenije ima sedež v mestni občini Kranj, in sicer na Brdu. No in zdaj skupaj z direktorjem Brda in pa seveda tudi z vladnimi službami delamo na tem, da bi poleg nogometnega štadiona v tem delu zgradili še eno večjo dvorano, ki bi bila namenjena samo za treninge trem ostalim večjim zvezam moštvenega športa, rokomet, košarka in odbojka. Tukaj je Bor odigral zelo pomembno vlogo, no in da se tudi vse te tri zveze preselijo tukaj v Kranj skupaj z Olimpijskim komitejem. Potem pa, ko smo že prej Colorado Springs pa to govorila, potem pa vemo, kje smo. Ko dobimo v bistvu te 4 glavne športne panoge, ki so najmnožičnejše, jaz ocenjujem tam od 70 do 75% ljudi se ukvarja s tem športom, profesionalno, polprofesionalno, amatersko, potem imamo odprto v bistvu vse možnosti, da tudi tuje države prihajajo k nam, da prirejamo prireditve svetovnega pomena, in to je tudi začrtano v Kranju. Recimo, prejšnji teden sem bil v Beogradu, ko sem bil delegat na eni tekmi Crvene zvezde, in dejansko sem bil jaz spet tista vez, ker srbski vaterpolisti vedno vraževerno pred olimpijskimi igrami pa pred svetovnim prvenstvom pridejo na priprave v Kranj, no in naslednji četrtek se že pridemo dogovarjati glede bazena in pa hotela, ki bo odprt 15. junija, da pridejo sem na priprave. Delamo tudi, načrt imamo že narejen za novo plezalno dvorano. Veste, da je bil Kranj še vedno center plezalnega športa, ampak nam več ne dovolijo, ker je dvorana prezastarela. No in tukaj imamo idejo, da bi v naslednjih 2-3 letih naredili novo dvorano in tudi priredili svetovno prvenstvo. Uspelo nam je, da bomo v Kranju imeli svetovno prvenstvo v plezanju za vojake, za vojsko, to se pravi svetovno prvenstvo. Prejšnjo leto smo preuredili štadion, nanosili nov tartan, res profesionalen, dali reflektorje, ki so bile želja 50 let, že več kot 50 let je želja, da v Kranju na nogometnem in atletskem štadionu dobimo reflektorje. Mi smo to naredili v enem letu, ker denar se vedno najde. Matjaž, še enkrat bomo mogli imeti tako kavo, še enkrat bomo mogli ponoviti tole. Tvoje, ki pa se mi skoraj da smili, ker si toliko hiperaktiven, ampak ne, lepo je to slišati, da imaš take ambicije, take želje, vrhunsko, da Kranj postavljaš v res tisto pametno mesto, ki pa je povezano z naravo in športom, in radi bomo gledali tvoje uspehe še naprej, predvsem pa tudi tvoje ekipe, ki so tudi nam zelo blizu. Hvala ti lepa za danes. Hvala lepa, pozdrav vsem. Jaz piva tole kavo, morda tudi kdaj v živo, drži se, pazi se in zjutraj ob 5:30 ne preveč slika, da ne boš preveč tečen pol. Hvala lepa, srečno. Srečno.